Moram reči, da smo uskladili, kar se tiče stranke Desus znotraj pogajalske skupine naša stališča in mislim, da je sama pogodba dobra osnova za to, da bi tudi lahko to pogodbo v doglednem času tudi podpisali. Nekako računamo, da bi se to lahko zgodilo v začetku naslednjega tedna. Kar se tiče naših programskih zahtev, lahko povem, da mi se zavzemamo za to, da se izboljša položaj upokojencev, ki imajo najnižje pokojnine in po današnjem pogovoru vidim možnost, da dejansko najdemo ustrezne rešitve, seveda bodo pa morali ekspertne skupine najti tehnične rešitve. Mi se tudi zavzemamo za to, da bi vlada imela urad za starejše in tudi tukaj sem imel občutek, da ne bo nobenega problema. Glede zdravstva smo se dogovorili, da je treba vzpostaviti javno zdravstveno mrežo, pregledati zdravstveno košarico storitev, ki gredo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dogovorili smo se tudi, da bomo proučili možnosti, da bi se tudi domove za starejše gradili iz državnega proračuna. Tako da lahko rečem, glede na to, da sem zadnjič rekel, da smo en korak bolj stran od koalicije, bi danes rekel, da smo en korak bližji. Seveda nas pa še čakajo trda usklajevanja, tudi kar se tiče kadrovskih rešitev. Lahko pa povem, da sva se danes s predsednikom stranke SD, gospodom Pahorjem, tudi dogovorila, da bo SD podprla kandidaturo predsednika oziroma podpredsednika državnega zbora. Gre za magistra Vasjo Klavoro, tako da mislim, da bo ta predlog tudi potrjen v državnem zboru. Glede ostalih stvari pa seveda bodo pogajanja še tekla. Ste pripravljeni odreči? Gospod Pahor je prej napovedal, da bo tudi kadrovski razrez nove vlade znan že v nedeljo, vaša pogajalska sodišča. Ja, kot veste, mi izhajamo iz tega, da pričakujemo eno ministrstvo več od najmanjše koalicijske stranke. Koliko bo to, to je pa še stvar dogovorov. Vi ste ves čas trajali, da želite še naprej voditi obrambni resor. Ste se tukaj morda že kaj srečala, uskladila na tem področju s gospodom Pahorjem? Ne, danes v tem ni tekla beseda. Pričakujem pa, da bom nadaljeval delo na tem resorju. Vse je pa to še stvar pogajanj. Je to stvar pogajanj, se lahko tudi premislite? Ja, jaz se bom pogajal o tem. Gospod Pahor, pa pravi tudi, ponudbe je gospod Rjavča. Kar se tiče programa, moramo upoštevati dejstvo, da ima upokojenska generacija v Desusu močnega advokata v politiki, mlada generacija pa ne. Na njo je treba v enaki meri misliti kot na generacijo starejših, zato smo danes v pogovoru omenili nujnost medgeneracijske solidarnosti. To je načelo, iz katerega izhajamo. Moramo misliti tudi na mlade in na njihove interese in potrebe. Brez tega ni mogoče misliti tudi na interese in potrebe starejše generacije. Kar se tiče predloga Desusa, da bi prišlo do popravkov pokojnin, se strinjamo, da je zlasti in predvsem potrebno pregledati tiste z najnižjimi pokojninami, zlasti za polno delovno dobo. Glede tega se strinjamo, eksperti pa naj sicer pregledajo, izračunajo, simulirajo formulo, ki bi bila javnofinančno vzdržna za daljše časovno obdobje. Res je, dogovorili smo se, da bomo socialni demokrati podprli kandidaturo dr. Vasje Klavore za podpredsednika državnega zbora. O kadrovskih stvareh se danes s predsednikom Desusa nismo pogovarjala, se pa zagotovo bova v tem tednu, tako da bo dovolj časa za argumente za take ali drugačne rešitve. Pa obrambni resor, recimo gospod Rjavec si želi, da bi še naprej vodil ta resor? Ali obstaja kakšnakoli možnost, da bi ostal obrambni minister? O tem se bomo pogovarjali in ne samo mi dva, ampak tudi ostali koalicijski partnerji. Na koncu moramo priti z ekipo, ki bo hkrati kompetentna, ki bo imela politično podporo v državnem zboru in že prej sem dejal, da bo verjetno zaradi tega potreben kakšen kompromis, ki pa mora biti razumljiv in razumen. Mislim, mora imeti argumente, zakaj se zanj odločamo. Slovenijo čakajo zahtevni časi in se mi zdi, da ljudje pravično pričakujejo, da bodo imeli krmilo pri vodenju javnih zadev ljudje, ki jim lahko zaupajo. Vam se zdi utemeljeno, da želi Desus eno ministrstvo več kot LDS? Povedal sem že, da se bom z predsedniki strank v tem tednu pogovarjal o kadrovskih stvareh in eno od vprašanj bo tudi
neka formula, po kateri bi prišlo do razdelitve mest v vladi. Povedal pa sem že tudi, da tudi če druge koalicijske stranke ne bi pristali na to, sem jaz kot morebitni bodoči mandatar in predsednik SD-ja pripravljen na kompromise, če bi to vodilo do bolj kompetentne vlade. Tako da je moj cilj popolnoma jasen, dobiti politično homogeno, strokovno, najbolj kompetentno vlado, ki jo lahko ta trenutek sestavimo v Sloveniji. Od kdaj dalje lahko pričakujemo kadrovske pogovore od srede? Od srede naprej. Se boste pogovarjali skupaj ali vsakim posebej? Najprej se bom sestavil z vsakim ločeno, tako da ugotovim, kakšni so interesi posameznih strank, kakšni so njihovi predlogi za zasedbo v vladi in kako lahko uskladimo te interese zlasti, če si bodo nasprožili. Pa je ta cilj, nedelja, da bi tudi bil že kadrovski razrez znan, je to dosegljiv cilj? No, to je skrajno ambiciozen načrt. Povedal sem, da sem do predloga za tak načrt prišel s pričo premislekov čez vikend. Zakaj? Zato, ker si verjetno vsak pameten pogajalec vzame nek čas za rezervo, ki bo nujno potrebna, ker bodo verjetno pri doseganju kompromisa glede besedila pogodbe in pri doseganju kompromisa glede zasedbe mest, verjetno tudi kakšni zapleti. Kdor ne pričakuje zapletov pri nastajanju vlade, je navadno naiven, te naivnosti si nejasne država ne more privoščiti. Zdaj ste povedala, kje pač so skupne točke, tudi glede pokojnin in tako naprej, ko kaže, ne bo težav za najnižje pokojnine. Kje so pa točke, kjer ste se danes v pogovoru razhajali? No, tukaj ima seveda predsednik Desusa oziroma Desus tudi sicer, to je povedal tudi v predvolilni kampanji, željo, da bi se spremenila formula usklajevanja pokojnin s plačami. Jaz načelno nimam nič proti temu, da proučimo in simuliramo različne formule, vendar morajo biti javnofinančno vzdržne z poudarkom, da ima verjetno Desus vso pravico, da misli na generacijo starejših, ki jo politično predstavlja, ampak da moramo imeti mi tudi interese in potrebe mlade generacije, ki nima predstavnika v državnem zboru. Mi se čutimo njihovi predstavniki v enaki meri kot predstavniki starejših. Ja, kar se tiče programa v koalicijski pogodbi, je za nas ena točka, ki se nam zdi problematična, to, da bi iz premoženja KAD-a dodatno financirali zdravstvo. Mislim, da tukaj bo treba upraviti še neko dodatno diskusijo in se opredeliti do te rešitve. Ampak to so vse premostljivi problemi. To smo ugotovili danes z LDS-om in tudi danes z Desusom. Videli bomo, kakšna bo nocoj odločitev SLS-a, ali se bomo sestali tudi z njimi, to je njihova suverena odločitev in ne bom posegal. Hvala lepa. Lahko še par stvari, ki se ne tičejo koalicijskih pogajanj? To pa jutri, ker me zdaj čakajo že novi pogovori. Hvala lepa. Za jutri, priprave za jutri. Kaj pa bo jutri konkretno? Jutri se sestanemo pri predsedniku Janši. Kdaj?